25. maja bodo volitve poslancev v Evropski parlament. Prav zato bomo pred njimi odgovarjali na vaša vprašanja o tej veliki skupnosti Evropske unije. Devetošolko Špelo iz osnovne šole Radeče zanima, kdo lahko na evropskih volitvah kandidira in kdo voli. Tukaj je odgovor. Volitve so kot nekakšno tekmovanje, na katerem se pomerijo ekipe, ki jih imenujemo politične stranke. Te želijo čim več svojih tekmovalcev spraviti do cilja, ki se v tem primeru imenuje Evropski parlament. V njem bo v naslednjih 5 letih tudi 8 slovenskih poslancev. Kdo pa v Sloveniji lahko tekmuje oziroma kandidira? Vsaka ekipa oziroma strankarska lista lahko na tekmovanje pošlje največ 8 kandidatov, ki ne smejo biti mlajši od 18 let. V 8-članski ekipi pa morajo biti vsaj 3 ženske, saj je določeno, naj bo vsak spol zastopan z vsaj 40% kandidatov. Poleg državljanov Slovenije lahko na volitvah kandidirajo tudi državljani drugih evropskih držav, ki imajo stalno prebivališče v naši državi, toda le, če ne kandidirajo že v kateri drugi. Najkasneje 30 dni pred volitvami morajo biti znani vsi tekmovalci, nato pa... Kdo bo zmagal? O tem bodo odločali volivci. Slovenski volivci so slovenski državljani in ljudje s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Imenujemo jih tudi volilni upravičenci. Tudi ti morajo biti stari najmanj 18 let. Volitve v Sloveniji so neobvezne, torej se jih lahko tudi ne udeležimo. Volivci na dan volitev oddajo svoj glas v volilno skrinjico. Volitve so tajne, kar pomeni, da nihče ne sme izvedeti, komu je kateri volivec namenil svoj glas. Tako, glas je oddan. Takoj po zaprtju volišč pa se začne štetje glasov. Volivci čakajo na objavo rezultatov in pri tem držijo pesti za svoje kandidate. Torej, kdo so lahko kandidati in kdo volivci na evropskih volitvah, odločajo pravila, ki so zapisana v zakonu o volitvah.